Mestna občina Kranj z novo ureditvijo otroškega igrišča na planini v Kranju nadaljuje prakso urejanja javnega prostora po meri prebivalcev. Gre za gosto naseljeno sosesko, ki po vsaj 20 letih dobiva novo podobo. V projekt obnove spadajo otroška igrišča, nove povezovalne poti, centre trajnostne mobilnosti, prostore za družbene dejavnosti, vse to za boljšo kakovost bivanja. V trajnostni urbani strategiji smo zapisali, da je to en od ključnih projektov. Tukaj živi preko 15.000 prebivalcev, je zelo gosto naseljeno naselje, ki se praktično 20 let ni spremenilo. Zato je ključno, da ga revitaliziramo, ker praktično postaja funkcionalno degradirano območje. To bomo poskušali pridobiti evropska sredstva iz naslova celostnih trajnostnih naložb. To igrišče kot začetek smo pa financirali iz proračuna in po reakciji ljudi. Danes imamo res zelo dober obisk, vidim, da je bil korak v pravo smer. Ureditev otroškega igrišča, ki leži med ulicama Nikole Tesle in Gorenjskega odreda, je torej prvi korak k revitalizaciji soseske Planina. Na dan odprtja so bile zasajene še zadnje sadike na igrišču. Otroci, ki so se seveda igrišča najbolj razveselili, so na delavnicah ustvarjali, preizkušali igrala, spoznavali ter sadili rastline na svoj način. Njihov nasmeh pove več kot 1000 besed. Več tisoč evrov vreden projekt pa ni bil mačji kašelj tako za mestno občino Kranj, kot sobivajoči krajevni skupnosti Planina in Huje. Še posebej lepe zahvale pa tudi krajevnim skupnostima Huje in Planina za pomoč, mojim sodelavcem na občini, vsem nevladnim organizacijam, ki so tukaj pomagali, pa seveda krajankam in krajanom, ki so pridno delali. Finančno donacijo pa tudi v imenu firme Iskra Emeko dala družba Lajkman. Ko govorimo o otroških igriščih, teh ni nikoli dovolj, sploh v času moderne tehnologije. Naj se njihov smeh sliši do neba.